Lep pozdrav vsem! Danes se lotavamo ene prav posebne teme – simulacije dirkanja ali, kot rečemo, sim racing. Pozdravljeni. Ja, imamo kar nekaj zanimivega materiala pred sabo. Članke, ki pokrivajo opremo, igre, pa vse do VR-a in pametnih očal. Tako je. Naša naloga danes je, da se malo poglobimo v te vire, da vidimo, kaj je res pomembno v tem svetu, kaj rabimo za začetek in mogoče kam se skupaj sploh gre. Pravzaprav ja. Cilj je dobiti nekako širšo sliko. Kaj se dogaja, kaj je popularno in kaj nas čaka v prihodnosti tega hitro rastočega hobija. Ali pa celo športa. Odlično. Pa začniva kar pri osnovah. Kaj pravzaprav je sim racing? Kaj ga loči od, recimo, igranja Need for Speed na kavču s kontroljerjem? Ključna razlika je v namenski opremi in pa cilju. Cilj je čim bolj realistična simulacija vožnje. Torej, govorimo o volanih, ki dajejo povratne informacije, ne samo vibrirajo. Pa o pedalih, ki imajo nek realen upor, včasih celo posebni sedeži, ogrodja, ti rigi, kot jim rečemo. Vse zato, da se čim bolj približamo občutku v pravem dirkalniku. In očitno je to postalo precej bolj dostopno. Včasih je veljalo za res drago zadevo. Drži. Cene vstopne opreme so pač padle. Hkrati pa je ogromno programske opreme. Od arkadnih iger, ki so bolj za zabavo, do res hardcore simulacij. Te uporabljajo celo profesionalni dirkači za trening. Zanimivo. Platforme kot iRacing so recimo vrhunec tekmovalnega sim racinga. Spomnimo se pa tudi GT Academy, ko so iz virtualnih dirkačev delali prave. Omenja se tudi, da se da naučiti pravih veščin, apeksiranje, upravljanje vprijema. Se to les prenese v realnost? Vsekakor. Simulacije so odličen poligon. Lahko varno eksperimentiraš, iščeš idealno linijo, se učiš obvladovati avto na meji, brez tveganja, brez stroškov prave steze. To je pa velika prednost. Absolutno. Varen prostor za učenje in piljenje tehnike. No, če greva na opremo. Volan je verjetno tisti osrednji del. Za začetnike se pogosto sliši Logitech G293. Kaj lahko poveva o tem? G293 je nekako klasika za vstop. To je volan s pogonom preko zobnikov, gear-driven, sila se prenaša mehansko. Aha. Prednost je seveda cena, tam okoli 300–400 evrov. Za začetnika čisto privlačno. Navora ima tam okoli 2,2 Nm, dovolj, da dobiš nek osnovni občutek. Ima pa tudi to True Force tehnologijo, kaj ne, te vibracije. Ja, True Force poskuša z vibracijami dodati občutek delovanja motorja, pneumatik, nek dodaten sloj informacije. Kompatibilen je z vsem, PC, konzole, pedala so zraven, kar je plus. Sliši se kot soliden paket za začetek, ampak verjetno obstajajo kompromisi pri tej ceni in tehnologiji. Nekaj se omenja o zatikanju. Da, to je ta nočnis, posledica zobnikov. Občutiš kot rahlo preskakovanje, ko hitro obračaš volan. Za večino začetnikov to ni moteče, ampak ko iščeš tiste desetinke ali hočeš res fino kontrolo, recimo pri driftu, takrat ta mehanizem pokaže omejitve. Ni tako gladek kot dražje rešitve. Je pa G923 znan kot zanesljiv in enostaven za uporabo. Torej, ko nekdo to preraste ali pa si želi res tisti pravi občutek, kam potem? Zdi se, da je naslednji korak Direct Drive, DD. Tam se pa svet res odpre. Absolutno. Direct Drive ali DD je pač revolucija. Tukaj ni več zobnikov, ni jermenov. Volan je pritrjen direktno na os elektromotorja. Neposredno. Ja. In posledica. Ogromen preskok v kakovosti in moči povratne informacije. Navor je lahko bistveno višji, nekateri modeli gredo čez 25 Newtona. Ampak še pomembneje. Ja. Odziv je izjemno gladek, podroben in takojšen. Čutiš vsako luknjo, vsak zdrs. Komunikacija med igro in tvojimi rokami postane v bistvu neposredna. To zvoni precej intenzivno in verjetno tudi dražje. Kaj so bolj dostopne opcije na tem DD področju? Fanatec CS-led DD je bil nekako prvi, ki je to malo približil. Res je. Fanatec CSL DD je bil pomemben mejnik. Osnovna DD izkušnja 5 Newtonov navora z možnostjo nadgradnje na 8 Newtonov. Cena okoli 600 evrov samo za bazo. Kar je še vedno kar velik skok od Logitecha. Seveda, ampak Fanatec ima tudi ta ogromen ekosistem.
volanski obroči, pedali, lahko postopno nadgraduješ. Sicer se včasih slišijo kritike glede podpore strankam, ampak CSL DD je definitivno odprl vrata v DD svet mnogim. V zadnjem času pa, kot kažejo viri, veliko prahu dviga znamka Moza. Postali so zelo popularni. Moza je res naredila preboj, ja? Njihovi modeli, recimo R9 z 9 Newtonovi ali R12 z 12 Newtonovi, ponujajo res izjemno razmerje med ceno in zmogljivostjo. Cene so kje? Baze so tam okoli 400–500 evrov. Uporabniki hvalijo predvsem zelo gladek, linearen navor, tiho delovanje, dober softver in hiter sistem za menjavo volanom, ta QR. V mnogih pogledih so res konkurenčni ali celo boljši od dražjih in so, ena izmed top izbir zadnje čase. Obstajajo pa seveda še višji razredi za tiste najbolj zagrizene, Simus Cube. Seveda, Simus Cube je vrh ponudbe. Modeli kot Simus Cube 2 Pro imajo preko 25 Newtonovih navora. To je natančnost za profesionalne e-športnike. Cena pa temu primerna, krepko čez tisočaka samo za bazo. Omeniti velja verjetno še Logitechov vstop v DD svet z RS50. Ja, Logitech RS50 z 8 Newtonovi je zanimiv, predvsem, če si že v njihovem ekosistemu. Konkurenca je dobra stvar. Pomembno opozorilo pa pri vseh teh močnih DD volanih – stabilnost. Ne moreš ga kar na pisalno mizo priviti, kaj ne? Nikakor. Nujno potrebuješ trdno ogrodje, rig. Ti močni navori zahtevajo stabilnost, sicer se vse premika in zvija. Rešitve so različne, od zložljivih stojal kot Next Level Racing GT Lite do robustnih aluminijskih profilnih rigov, kot jih ponuja GT Omega Art. Odvisno od prostora in denarja, seveda. Tako, ampak brez stabilnega riga DD volan pač me more zares pokazati, kaj zmore. No, ampak oprema je en del zgodbe. Drugi del so igre. To vidimo jasno ločnico arkade proti simulacijam. Začnimo pri bolj sproščenih. Forza Horizon 5 zveni kot čista zabava. Forza Horizon 5 je točno to. Vizualno osupljiv odprti svet mehike, ogromno avtov, preko 500, aktivnosti od dirk do skokov, driftanja, poudarek je na zabavi. Fizika je verjetno bolj prizanesljiva. Ja, fizika je dovolj prepričljiva za dober občutek, ampak odpušča napake. Multiplayer je zelo živahen, res tak igričarski peskovnik. Kaj pa The Crew Motorfest? Konkurenca ponuja kaj drugačnega? Motorfest je postavljen na Havajih, podobno festivalsko vzdušje. Njegova posebnost je mogoče še večja raznovrstnost vozil. Avti, motori, čolni, letala. Wow, kar se. Ja, imajo ti playliste z izzivi. Grafično je tudi super, fizika mogoče še za odtenek bolj arkadna kot v Horizonu. Izbira je pač odvisna od tega, kaj ti bolj leži. Lokacija, vozila. Torej, če iščemo zabavo in vizualni spektakel, sta to dve glavni izbire. Kaj pa, ko hočemo nekaj bolj resnega, simulacijo? Tu stopi Forza Motorsport, ta novejša, iz 2023. Točno. Forza Motorsport brez Horizona v imenu je Microsoftov odgovor na resne simulacije tipa Gran Turismo ali Assetto Corsa. Spet preko 500 avtov, ampak veliko bolj detaljno modeliranih. Ključna je verjetno fizika. Absolutno. Dinamično vreme, stanje steze, ki ne vpliva na oprijem in predvsem bistveno bolj realistična fizika pnevmatik in obnašanje vozila. Tukaj napake bolijo. In verjetno zasije šele z dobrim volanom. Ja, idealno z DD volanom, kjer res čutiš vse nianse oprijema. Kaznuje napake, ampak je zato toliko bolj nagradujoča. Podpira tudi VR, kar je velik plus. Večina teh iger, ne glede na žanr, pa verjetno močno stavi na spletno igranje. Seveda, multiplayer je ključen. Od sproščenega druženja v Horizonu do resnih tekmovalnih lig v motorsportu ali iRacingu. Zanimivo je tudi, kako se ta hobi lahko prelevi v poslovno priložnost. Omenja se koncept postavitve igriškarskega centra, simulatorji. Kako bi to izgledalo? Ja, predstavlja si prostor, mogoče v nakupovalnem centru ali kakšnem zabaviščnem parku. Tam imaš več, recimo 4 do 12 naprednih dirkalnih simulatorjev. Ljudje pridejo sami ali v skupini in tekmujejo med sabo. Sliši se zabavno. Kaj pa je ključno za uspeh? Lokacija je pomembna, pa seveda dovolj prostora, tam 100–200 kvadratnih metrov. Pa dobro prezračevanje, ker ta oprema kar greje. Oprema verjetno ne more biti kar osnovna Logitech. Ne. Za dobro izkušnjo rabiš kvalitetno opremo.
solidne rige, mogoče celo tiste z gibanjem, D-Box na primer, zmogljivi računalniki, da igre tečejo gladko na visokih nastavitvah. Zasloni? Idealno trojni zasloni, recimo 27-inčni ukrivljeni ali pa kakšen ultrawide, za boljši pregled. Pri volanih bi bil mogoče Moza R12 dobra izbira, ravnotežje med ceno in zmogljivostjo, tam okoli 500 € na kos. In pedali? Omenjajo se load cell. Zakaj so ti tako pomembni? Ja, load cell pedali so ključni za realizem zaviranja. Z razliko od cenejših, ki merijo pot pedala, ti merijo silo pritiska. To je veliko bliže občutku pravih hidravličnih zavor. Omogoča bolj dosledno zaviranje. Točno, veliko bolj intuitivno in natančno zaviraš. To je nujno v simulacijah. Poleg same opreme pa je verjetno pomembna še mreža in programska oprema. Absolutno. Hitra in stabilna lokalna mreža za multiplayer, pa sistem za rezervacije, upravljanje časa, plačevanje, pogosto na minuto, igre kot ACC, iRacing, FN. Kar zajetna investicija verjetno. Ja, viri omenjajo tam med 50.000 in 100.000 € za nekje 8 enot, potem pa še marketing, turniri, vzdrževanje, ampak potencial za dobiček obstaja, sploh pri skupinah, rojstnih dnevih, team buildingih. Čeprav so volan in pedala osnova, igriščarska izkušnja vključuje še druge periferije. Na kratko se dotakniva še razerja. Znani so po RGB-ju in zmogljivosti. Kaj je pri njih zanimivega? Razer je res zgradil ime na tej kombinaciji zmogljivosti in bleščeče RGB estetike. Njihove miške kot Viper V Cherry Pro so super lahke, vrhunski senzori, hitre brezžične povezave. Idealno za FPS igre. Pri tipkovnicah pa imajo zanimive tehnologije. Analogna stikala. Ja, Huntsman V3 Pro ima analogna optična stikala. Lahko jim nastaviš točko aktivacije. Teoretično bi jih lahko celo uporabil za plin in zavoro v dirkaških igrah, če res nimaš drugega. No, to je zanimiva ideja. Chroma RGB je pa še vedno njihov zaščitni znak. Seveda, sinhronizacija osvetlitve med napravami, odzivanje na dogajanje v igrah, to ustvarja potopitveno atmosfero za tiste, ki jim je to všeč. Razer pač cilja na igralce, ki hočejo zmogljivost in stil in so zato pripravljeni plačati malo več. Vrnivo se k prihodnosti. Virtualna resničnost, VR. To ni več nekaj oddaljenega, ampak že danes močno vpliva na sim racing. Kako točno? VR v sim racingu je res nekaj posebnega. Občutek prisotnosti je neprimerljiv. Ko si dejansko v avtu, obračaš glavo, pogledaš v Apex, vidiš, kje so nasprotniki. Ta 360-stopninski pogled. Ja, in občutek globine. To dramatično izboljša orientacijo in občutek za hitrost res te potegne noter. Govori se celo, da VR pomaga izboljšati čase krogov. Obstajajo poročila, ja. Vozniki pravijo, da so v igrah kot Assetto Corsa ali iRacing s VR pridobili sekundo ali več na krog. Ker bolje vidiš tezo, lažje ocenjuješ razdalje. Katera oprema je tu trenutno aktualna? MetaQuest 3 je zelo priljubljen zaradi dostopnosti in vsestranskosti, potem pa višji rang kot Pimax Crystal Light ponuja višjo razčljivost in širše vidno polje za še boljšo izkušnjo. So pa še vedno izzivi, slabost med vožnjo. Slabost gibanja, motion sickness, je lahko še vedno težava za nekatere, čeprav jo novejše naprave z višjimi frekvencami osveževanja in boljšim sledenjem močno zmanjšujejo. Rabiš pa malo prilagajanja. Ampak potencial VR-a gre onkraj dirkanja v socialne izkušnje druge igre. Vrata v metaversu, tako rekoč. No, če VR že spreminja igranje, kaj šele mešana resničnost? MR. Kot jo recimo uteleša Apple Vision Pro, še posebej z napovedanim M5 čipom. Apple Vision Pro je korak v to, kar Apple imenuje prostorsko računalništvo. Z M5 čipom naj bi postal še zmogljivejši, hitrejši CPU, GPU, boljši Neural Engine. Kaj to pomeni v praksi? Možnost poganjanja še bolj kompleksnih aplikacij, ki mešajo digitalne elemente z resničnim svetom. Predstavljaj si virtualne objekte v svoji dnevni sobi. Ali pa napredne informacije, ki lebdijo pred teboj med delom. Kako bi se to preneslo v igre ali sim racing? Lahko bi imeli AR dirke, ko avti vozijo po tvoji mizi.
V sim racingu bi lahko imeli sledenje rokam za upravljanje stikov v kokpitu. Ali